Avtomobilski pogon nam omogoča, da energijo pretvarjamo v gibanje. No, pa naj bo to po zaslugi energentov, ki izgorevajo, ali pa po zaslugi danes vse bolj priljubljene in razširjene električne energije. In tudi Fiat Scudo, ki se je ravnokar vrnil na slovenske ceste, za svoje gibanje izkorišča elektriko ali pa dizelsko gorivo. Po zaslugi dizelskega goriva, ki poganja motor, ki brni v tem avtomobilu, smo se tokrat pripeljali na slovensko obalo in med to potjo smo opazili, da je lahko ta motor s 0,5 litrom delovne prostornine v resnici zelo varčen. Ker vozila tokrat nismo obremenili preveč, smo na tej poti beležili porabo goriva le dobrih 6 litrov na 100 prevoženih kilometrov. No, ampak kot v naši oddaji vedno poudarjamo, za porabo goriva bo poleg tehnike odločilnega pomena tudi naš slog vožnje. In eden glavnih elementov varčnega razpolaganja z dragocenim gorivom je tudi tako imenovano jadranje. Gre za ohranjanje momenta vozila, ki ga omogoča izbiranje prave prestave in pa pametno predvidevanje dogodkov v prometu, da ob močnih zaviranjih energija ne bi šla v nič. In kdo bi vedel več o jadranju kot slovenski mojstri jadranja? Mene zanima, če se vam zdi ta izraz upravičen. Če je izraz upravičen, ne vem, ne bi povezal to direktno z jadranjem kot športom. Tle je zelo pomembno, da mi probamo pri jadranju izkoristiti energijo, ki jo dobimo pač od vetra in pač od vala, se pravi izkoriščamo in energijo vetra in kinetično energijo valov, s tem, da pospešujemo naše jadrnice, s tem, da probamo pri tem uporabiti čim manjši izgube, se pravi, da ta energija ne gre v neke nagibe jadrnice, ampak da gre vsa energija v hitrost. In v bistvu potem tukaj je ta natančnost tekmovalcev, koliko te energije vetra in valov uspejo izkoristiti sebi v prid oziroma kakšne so izgube. Po domače bi rekel, bolj se jadrnica nagne, več je pač izgub te energije in zato tudi zmanjšana hitrost. Otrok, ki se začne učiti osnov jadranja, kaj mora konkretno vedeti, kako ravnamo z jadrnico, da čim bolj izkoristimo energijo oziroma ohranjamo njen moment? Jaz mislim, da sta to dva momenta. In bom rekel, en moment je ta, ko si še otrok, v bistvu se naučiš spremljati občutke, potem pa, ko si starejši, moraš pa povezati tudi samo fiziko z občutki, zato da pač lahko prilagodiš ta odziv tudi v pravi trenutek. Stvari se naučiš lahko, ampak boljše je, če ti v pravem trenutku znaš izpeljati stvari. Jadranje je še toliko bolj pomembno, ko govorimo o večjih in težjih vozilih. In še posebej, ko ta vozila dodatno obremenimo. Takrat večja masa poskrbi, da bomo za ponovno pospeševanje porabili več energije, obenem pa nam po pametnem predvidevanju pomaga ohranjati moment. Ker so ti praviloma še precej težji, je jadranje še toliko bolj pomembno, lahko pa tudi bolj učinkovito pri električnih avtomobilih. No, ampak mobilnostne potrebe slovenskih jadralcev so seveda precej specifične. Časovno je tista omejitev, ki je v bistvu naš največji hendikep pri elektriki, vsaj zaenkrat. Kakšne poti imate torej v tem času? Mislim, da smo en tistih specifičnih športov, ker se vozimo več ali manj po cesti in za sabo vlečemo prikolico z gumijastim čolnom plus jadrnice, pozimi južni del Evrope, potem preko poletja pa tudi na sever, v Skandinavijo, letos smo v Skandinaviji, smo v Angliji, tako da nekaj bo tudi baltskih držav, tako da več ali manj, gor pa dol po Evropi. Koliko kilometrov delate povprečno? Skupno bi rekel, da naši športniki tako med 80 do 120 tisoč kilometrov na leto. Jaz sam za sebe vem, da sem v letošnjem letu že naredil 15 tisoč na poti, tako da se kar hitro nabirajo. Se pravi, za volanom naredite bistveno več kilometrov kot na morju? Ja, dejansko skoraj res, mislim, smo pa tle pol, bom rekel. Fiat Scudo je namreč ob ponovnem prihodu na slovenske ceste na voljo kot večnamenska šasija, furgon ali pa takšen hibridni, tako imenovani crew cab, ki lahko prevaža do 6 potnikov in zadaj še nekaj tovora. No, in pokažemo vam zelo uporabno možnost.
Če potrebujemo več tovornega prostora, lahko drugo sedežno vrsto razmeroma preprosto zložimo in na ta način natovorimo večje predmete. Dostikrat imamo iz manjšega tovornega prostora, kar je zdaj znaštimano, z enim potegom lahko dejansko povečamo tovorni prostor na celotno vozilo. In kar se vidi notri, imamo pač raznih škatelj z opremo, vrvi, tako da pri prenosu opreme dostikrat pride prav, če lahko hitro povečamo prostor, povečamo pač zmogljivost tega avtomobila, odpeljemo stvari in potem lahko postavimo sedeže takoj nazaj in odpeljemo pač tekmovalce nekam naprej. Najbolj pomeni ta fleksibilnost, enkrat imamo več opreme, enkrat imamo več tekmovalcev, tudi če vse planiraš vnaprej, je mogoče kakšna kratka relacija, ker moraš neke opreme zaradi shranjevanja prenesti in v bistvu ta funkcija, da ni treba vse sedeže odšraufati z razne preklope, kot je bilo včasih, to je ena takšna, meni osebno, zelo velik plus. Je pa zgodba tega modela ponovno zelo zanimiva, saj si tako kot v preteklih 2 generacijah, tudi ta, tretja, deli svojo obliko s sorodnimi koncernskimi modeli. O potniških in tovornih različicah teh modelov smo v naši oddaji že podrobno govorili. Zato predlagamo, da za vse želene informacije, predstavitve in teste pobrskate po naši YouTube playlisti.